Z vami bi rada podelila najino izkušnjo preživljanja časa v karanteni, bom rekla, v odmiku od vsakdanjega letenja, od dejavnosti, ki so nam dejansko kradle čas, tako za naju, tako čas od otrok in velikokrat tudi tisti čas, ki bi ga morala oziroma bi ga najraje preživela v družbi nebeškega očeta. Na začetku te pandemije oziroma zaprtosti smo doživeli kar veliko čustveno stisko. Vsaj jaz, bil sem zelo zaskrbljen, kako bomo nabavili tiste potrebne stvari, ki jih rabimo za vsak dan, kako bomo, ali imamo dovolj zalog za vse te naše potrebe. Živimo skupaj kot velika družina, se pravi starši, mi in otroci, in kako vse to skupaj izpeljati. Ampak po tisti prvi stiski, ko se je malce umiril, smo začeli predajati stvari Bogu. To je tisto pravo početje in ga prositi za pomoč, kako duševno tudi prenesti to stisko. In kar nekajkrat smo se odpravili na daljše pohode in to stotinko snemava nedaleč od najinega doma, je nekje skoraj na meji z Madžarsko. Smo pa med tem pohodom radi se ustavili tukaj, na tem mestu, pri tem križu in predali vso tisto prtljago, ki jo je bilo težko nesti njemu, da nam je pomagal v tistih trenutkih, da smo lažje duševno prenašali tisto stisko. Ampak po vseh teh skrbeh in teh tesnobnih trenutkih me je povodila misel iz Svetega pisma: ne bojte se, jaz sem z vami vse dni. In res, vsak dan znova in vsakič sva to doživljala, pa smo doživljali kot družina, da naju ne rabi biti strah. Oziroma, če je strah ali tesnoba prisotna, jo predajva, ker nam bo lažje. In tako sva začela doživljati ta čas kot čas milosti, zato ker so se rojevali trenutki, ki so bili pred tem odrinjeni stran, zato ker enostavno nisva si vzela časa za skupno molitev, manj časa je bilo za pogovor, sedaj smo pa dobili tudi novo priložnost za to, da greva zjutraj skupaj z nebeškim očetom na kavo, da si vzameva čas za branje in premišljevanje Božje besede. Tudi bogoslužja s pomočjo računalnika in televizije so postala del našega vsakdana in ugotovila sva, da sva celo postala bolj goreča preko družabnih omrežij, kot sva bila mogoče v tisti vsakdanji rutini pred karanteno, ker sva nekako opravljala vse tako rutinsko. Mogoče se sliši čudno, ampak na nek način sem hvaležen Bogu za to stisko, ki sem jo doživel na začetku. Kajti ta stiska pripomore k temu, da se spet predam in se pustim voditi. Moški smo zelo nagnjeni k temu, da bi radi mi sami imeli vajeti v rokah in bi vse bilo tako, kot si mi to zamislimo.
in teže je prepuščati mesto nekomu, ki bi te vodil in bi ti dal vedeti, da ni vse vedno tako, kot si ti zamisliš. In tako se nama zdaj v tem času dogaja marsikaj zanimivega. Recimo to, da sva postala doma tudi, sicer sva učitelja, ampak učitelja najinih otrok. To je spet ena zelo lepa priložnost, da doživljava najine otroke drugače. Da doživljava tiste milostne trenutke z njimi, ko se skupaj učimo. Kot oče in sin, mati in sin, oziroma mi smo se doma pohecali, da sem jaz učitelj mlajšega sina Dominika, Alenka je pa učiteljica starejšega sina Marka. Ana kot gimnazijka oziroma maturantka sicer doživlja tudi svoje stiske, ampak ona bolj potrebuje najin čas za pogovor, za razumevanje ter tudi najine molitve. Njej trenutno nisva učitelja, ampak morava biti v veliki meri starša, ki jo razumeta. Ne morem si zamisliti, oziroma težko si predstavljam, kako je zdaj ona v teh trenutkih, kako doživlja to stisko mature. Polna je vprašanj. Mislim, da ti mladi, ki jih mi včasih površno ocenimo, da so mogoče razvajeni, kakorkoli že, znajo zelo dobro oceniti situacijo, stanje, v katerem so. In marsikatero pismo oziroma kakšna okrožnica, navodila, ki so prihajala z navodili, kako bo z maturo, so pri njih ustvarjali velike stiske. Ampak verjamem, da se bodo ti otroci znašli in bodo rešili tudi to težavo ali pa ta izziv, ki je pred njimi. Naša naloga bo pa predvsem to, da jim stojimo ob strani, tako v molitvi kot v razumevanju kot starši. To bi bila najina 100. Kot vidite, vmes sva že dobila blagoslov tudi z neba. Res, da je precejšnja suša v naših krajih in potrebujemo tudi dežja. Izgleda, da je najina 100. tudi dobila ta blagoslov. Pozdravljava vas tukaj z naših krajev. Ostanite doma, koliko še lahko, sicer se že stvari malo sproščajo, ampak previdnost še mora biti prisotna, tako da pazite nase. In kar sva se naučila v tem času, je to, da vse zmoremo v njem, ki nam daje moč.